pozdrav vsem skupaj. Najprej hvala za vaš obisk. Vesel sem, da redno posodabljate svoje znanje, ker včasih me na šole pokličajo pa rečejo, Andrej, prid predavati za učitelje, za starše, za otroke najprej. Otroci nobenega ne poslušajo. In smatrajo starši, da bom prišel tja, otroke se prav postoril enega zraven drugega, pa rekel, otroci poslušajte, starše, učitelje. S tem, da verjamem, da je tukaj prva rešitev to, da se vpraša predvsem učitelje, starše, ali vi koga poslušate, a se vi posodabljate, ali vi raziskujete. In sem zelo vesel, da sami redno delate na tem, da malo po malo vsak dan kaj dodamo v svoj spekter, ker se otrokom je doma veliko lažje učiti, če mi ustvarimo neko ambasado razvoja, učenja in pa regeneracije. Tako da je pa znak še posebej inteligentnih oseb, da ste tudi mlajšim od sebe pripravljeni prisluhniti, da vidite, če imamo kaj smiselnega za povedati. Ker na eni izmed šol mi je ena gospa rekla, pravi, Andrej, tebi se čuti, oziroma pri tebi se vidi, da lahko delaš z mladimi precej kvalitetno, ker se pri tebi jasno zazna, pa vidi, da se tudi sam še učiš. Zato verjamem, da je to ena od kvalifikacij, če želimo res lepo delati z mladimi. In v grobem bom 3 glavna obdobja vzgoje predstavil, se pravi prvo od samega začetka in do cirka 4. 5. leta, potem od 5. pa do pubertete in pa od pubertete naprej. Prvo, vzgoja otroka se ne začne šele takrat, ko prileti na svet, nam nekdo, ampak veliko prej. Pred leti sem pri eni družini gostoval v Kočevju in me vprašata starša, pravi, Andrej, kako je to možno? Punca brihtna, samo od sebe vse naredi, nič ne rabiš vprašati, res kreativna. Pravi, sin pa nobenega okusa za življenje, nič se mu nalušta, nič ne bi, manj kar jest, manj kar pit, pravi ena pesem. Pa vprašam njih, a se spomnite vidva, kakve volje sta bila, ko sta šla po enega in po drugega. In se tako pogledata, in se nasmejita. To zato govorim, ker stari spisi recimo vedo učijo, da je zavest otroka v veliki meri zelo sorodna temu, kakšne volje ste starši takrat, ko greste po otroke. Zato je že takrat smiselno na en tak prav način se vsega lotiti. Ker jaz, če bom prišel fajhten, usekan na predavanje, boste oddaleč videli tega pešca, kak je pa prišel, komu pa ni jasno, bo je na televiziji. Tako da, zato je sploh recimo v trebuhu prvih 9 mesecev je otrok v vsem popolnoma odvisen od mame, v vsem. Vsaka misel mame, vidite, takrat gradi njegovo telo, če razmišlja o tem, pa kaj tega treba, kam ga bomo pa dali, kdo ga je pa sploh, zakaj, čigava pa sploh je. To vsaka misel v telo sporoča ali stres, ali strah, ali kortizol. In na račun tega otrok nekako težko razvije zdravo samozavest, samopodobo. Ker jaz sem sam recimo opazil, kak je pri meni tokom življenja, videl sem, kak je tudi odnos med staršema, oziroma vse, kar se je okrog dogajalo, intenzivno na moje zdravje vplivalo. Od težav z očmi v eni fazi do težav z alergijami, z govorom. In zato je res smiselno, sploh v prvih letih otroka, pred vsemi negativnimi oziroma neugodnimi vplivi primerno zaščititi. Ker je takrat ključna faza, ko se stvari gradijo. Vse se da tudi kasneje menjati marsikaj, ampak res važno, da v prvih letih naredimo en močen temelj. Prvo, se vam kdaj dogaja, da odprete vrata hladilnika, sploh takrat, kot ste pod stresom, se noter zabuljite v hladilnik, prečekirate police, vrate ali kaj za pojesti, arašidovo maslo, čokolada, kaj druga. Poznate ta občutek? Kdaj dobimo mi občutek oziroma neko to pretvezo, da Andrej, ko si pod stresom, sam lepo sedi se na kavč, sam poglej v hladilnik in frezi, pojej vse, kar ti pade pod roke. Kje dobimo ta občutek, da hrana na svetu vse težave rešuje? Ponovadi mi prvo, ko otrok mali zajoče, gremo do njega, pa mu zabijemo nekaj v usta, ali je to duda, ali je to flaška. Ni pa to prav, ker dobre mame točno veste, da otrok vedno, ko zajoče, ni lačen in je na nas, da razberemo, ali je žejen mogoče, ali je zmatran, ali je umazan, ali zato joče, ker smo sami malo preveč intenzivni okrog njega. In če tega ne znamo, bomo kasneje še pri 40, 50 letih vedno poskušali preko hrane reševati izzive čustvene. Ker verjamem sam, da ni negativnih čustev, so pa neprijetna čustva. Zato ne bi sploh starši v priču malih otrok nikoli neprijetnih emocij izražali preveč. Prvo, jaz razumem, da ima vsak od vas, sploh zdaj so ti čudni časi, je stres, je težko počutje, napetost, ampak ne v priču otrok malih nikoli tega izražati, ker nam ne morejo otroci tega pomagati. Ja, veš, Andrej, narod je žleht,
mami pa ati se bo ta ločila, itak dobrota je sirota, služb tak ali tak ni, to malega otroka ne zanima. Ker sploh prvih par let otrok rabi predvsem zgolj in le samo ljubezen. Občutek dobrodošlosti, zaželenosti, sprijetosti. Moj prijatelj, recimo, mama njegova mi je omenila, da ga ni želela roditi, ko ga je nosila. In je upala prav, da ne bo nosečnost uspešna, ampak ne bo pa poskušala splava delati. In fant se je rodil kasneje in dejansko ima še danes hude probleme s samopodobo. Ker je že v trbuhu čutil, da ni dobrodošel. Zato v prvih 5 otrok vedno rabi ljubezen, ampak prvih 5 let se reče, da mu jo tako izkazuješ, da za njega lepo skrbiš, da delaš z njim kot s princem, učijo spisi. To ne pomeni, da ga razvajaš, to pomeni, da mu takrat daješ preprosto to, da čuti, da ga imajo okrog njega radi. Če ne bomo takrat tega dobili, bomo kasneje iskali na nezdrave načine, ko bomo stari 40-50, to se bo pokazalo v obliki narcisoizma, če tega pravčas ne spravimo v red. In ja, se pravi, klima doma je izredno važno, da je čisto, da lepo diši. Ko sem delal v vrtcu in pa v šoli, sem prav opazil, kako se da najverjetno elegantno lepo vplivati na počutje, pa na ambient, na zavest otrok preko komunikacije. Starši bi se mogli naučiti emocije svoje usmerjati. Ne zatirati, ampak mogli bi biti močnejši od njih. To pomeni, da ko mene jeza napade, ne bom stresu jeza na sina ali pa na brata ali pa na hčerko ali pa na učenca v šoli, ampak bom na en drug način jo znal tretirati. Zato res važno in pa daleč najboljše je, če v prvih 5 let lahko, če se le da, mama ves čas za otrokom prisotna. Ker vidite, da otrok je take volje, kakršni ste tudi domači. Sploh take volje, kakršna je mama, je praviloma cela hiša. Zato tisti očetje, ki so inteligentni, delajo na tem, da lepo preskrbijo mame, se pravi, da je ne rabi skrbeti, da ima materialno, emocionalno, duhovno vsega dosti. In je zato sploh ta vloga očeta danes skoraj izgubljena. Že tudi v knjigici sem opisal recimo primer, na kak način se priporoča s fanti pa dekleti delati. So ene male nianse, male razlike. In ker so danes starši vse redkeje prisotni za otroki, sploh veliko mam samih ostane, enostarševske familije, je zelo važno, sploh v takih primerih, tisti, ki imate takšno stanje, da najdete eno kvalitetno, močno, stabilno, organizirano, ozaveščeno osebo, da je lahko sinu ali pa hčeri vaši lep zgled in pa lep primer. Druga faza je pa faza tam nekje pri 3, 4, 5 letih, kjer pa začne otrok vprašanja čudna postavljati. Ne? In takrat se pa reče, da je pa treba začeti malo po malo postopno ga učiti reda in pa discipline. Prvo, ko govorimo o motivaciji, a je treba vas motivirati, recimo, dej Urška pejt torto spečt, Uroš pejt smučati, pol Andrej pejt kitaro igrati, pejt predavati. Nihče. Jaz vem, da me ne rabi nihče zjutraj prositi, Andrej, prosim te, zbudi se, pripravi webinar, napiši knjigo, pejt nekam predavati, zato ker to resnično rad delam. Če bi pa zjutraj šel vsak dan ali na gastroskopijo v kliniko, ali fiziko se učiti v šolo, ali matematiko, ali francoščino, bi pa rekel, da je mama, dajmo nekaj druga delati. Plus otroke motivirati v svetu, kjer se uči, da lej, Andrej, življenje je tako brez veze. Ne, tam je neki počil pred ne vem koliko leti, zdaj imaš tebe, zdaj imaš mene, zdaj imaš kamero, zdaj imaš sonce, zdaj imaš telo. Itak je vse džabe, služb tak ali tak ni, se sploh pametnim otrokom ne zdi inteligentno pa smiselno učiti. In bojo raje lepo se ga nadekali vsake toliko časa, ali bojo raje se ga naduvali vsake toliko časa, ali bojo pa z iglo v roki po Ljubljani hodili. Zato verjamem, da je izredno važno, ko govorimo o motivaciji. Prva naloga staršev in učiteljev je otrokom postaviti močen temelj za življenje. Močen temelj. Se pravi, razviti jim zdrave navade delovne. Druga važna zadeva je pa pomagati jim odkriti njihove inklinacije. Zdrav temelj pomeni spoštovanje vseh. To se začne v obliki tega, da mi spoštujemo njih, otroke. Otroci niso nepopisan list. Vidite, vsak otrok ima že določene karakteristike, določen okus za življenje, določene talente. Luka Dončić, vidi se mu, kot da že 500 let žoga okrog skače. Ne pa, kot je pred parimi leti dolgo v roke. Zato dajmo to dojeti, da otroci niso naša last, ampak so osebnost, mi smo pa okrog nje, da ji pomagamo korenine močne pognati in pa krila razviti. Da poletijo. Ne samo v naš vinograd domač ali pa v kevder, ampak da v svet poletijo. In se ne zdravo vezati na njih. Otroci ne smejo nikoli postati naš vir sreče. Ampak naša dolžnost, naša odgovornost. In kjer dni v tednu vam ponovadi na željo žila ven stopi? Kdaj je to? To je ponovadi ponedeljek ob
ponedeljek zjutraj ali pa nedeljo zvečer že. Dokazano je takrat največ infarktov, največ stresa, največ problemov. Zakaj? Otroke sem na eni izmed šol vprašal, otroci, kdo od vas vsaj približno ve, kaj bi radi postali, ko boste starejši? In najprej sem imel 6 razrede, vsi roke gor, 60 komadov, pilot, pa učiteljica, pa šivilja, pa čistilka, vsega Boga. Vprašam uro zatem na isti šoli 8 razrede, nihče roke gor. Tako so sedeli, so se čudili malo. Pa se pa čudim, kako je to možno? Ista šola, isti starši, večinoma isti učitelji. Kako je možno taka razlika? Pa sem pa dojel poanto, kaj mislite o čem? Mali, se pravi šesteri, v veliki meri še čutijo, vejo, kaj bi radi počeli v življenju. Ja, nekako s srcem delujejo. Pol pa slišiš pa pretirano poklicno usmeritev, ja, Andrej, tukaj so pa plače nizke, zdaj je EU, zdaj bomo prevajalce rabili, pa ti nisi za to, pa dej ne boš to, pa ne boš umetnica, kaj s tabo, pametno bo od punca. In začnejo otroci pretirano špekulirati, kar se odrazi v strahu. Prvo, strah. Lahko je za meni govoriti, bo rekel, Andrej, tukaj ne prideš malo predavaš, če bi ti vedel, kam imam jaz vse, kaj vse meni po glavi se plete. Strah ali pa ljubezen sta dve edini emociji, znotraj katere lahko otroke vzgajaš. In starši, kateri se zelo bojite za otroke. Dr. Favors piše v temu, v knjigi Duhovni ratnik. Pravi, da se otrokom, za katere se starši zelo bojite, zgodi krat 9 več nesreč napram ostalim otrokom. In namesto da rečeš, Andrej, pazi, kaj boš rekel, snemajo te, pa posnetek bo, pazi, čuvi. Dej reči, Andrej, sposobni si, brihtni si, verjamem v tebe, vse bo ok, kakorkoli bo. In bo človek tudi lažje funkcioniral. Plus, strah je nekaj, kar otroke onemogoča pri tem, da bi lahko razmišljali. Ziher imate kakšnega doma od vaših, ste se čudili, pa lej, Marko, doma si vse znal, ko se učiš za test, ponavljaš, lepo recitiraš, vse poznaš na pamet, prideš pa pred tablo, pa tilt, zmrzneš, bled, švica začneš. Jaz sem imel včasih vzdevek DJ, ker ko je bilo treba kaj povedati, javno sem začel jecati, nisem mogel govoriti normalno. Plus, poglejte, doma pod tušem, vsi tako lepo pojemo. Ti si pjesma moje duše, ti si bolj v srcu moj. Ja, tako. Ko treba pa javno nekaj zapeti, takrat pa ne treba najprej nekaj spiti, da se strahu znebiš. In težava pri strahu je, da ko nas je strah, naša pamet šteka, blokira. In zato je tudi v medijih toliko različnih stvari, zato mi je všeč pozitivna psihologija, pozitiva, dobrota, radost, ne pa strah, panika, agonija. To je živalski nivo. Dajmo poskušati preko tega vsega iti. In s čim je pa strah povezan? Prvo, poznate v svetu kakšnega komarja v Ljubljani, ki je zaradi lakote umrl? Poznate kazga? Ali pa čebelo, mušico, kogarkoli. Jaz ne poznam nobenega. To zato govorim, ker dajmo otrokom jasno vedeti. Andrej, življenje je ena tako dolga, prijetna učna ura. V svetu je vsega dosti. Če boš dal ti vse od sebe, če boš pošten, delaven. Kdaj nas zob najbolj boli? Zjutraj, opoldne, zvečer. Zvečer, ja tako. Kaj otroke učimo? Za sebe poskrb, skrivi teste, za Zoisovo se gre, narobe. Za druge tudi poskrb, pomagi ostalim. Jaz sem bil šokiran pred parimi leti, ko sem prišel iz fakultete ven, z diplomo politologije, ego veliki, gospod Pešec, je rekla mama, zdaj ste pa politolog. In jaz sem se res počutil, končno nekdo. Pa grem iskat službo, pa vidim, da po prvih 500 prošenj, kar sem poslal, nihče povabil nikamor. Pa se pa čudim, kako je to možno. In grem brat prošnjo za službo in vidim, oddaleč se da zaznati, da želi Andrej Pešec čim več zaslužiti za čim manj delati. Takih je pa že v zbornicah veliko, je tako. V parlamentu mogoče tudi kakšen tak, na ambasadah. Je tako. To zakaj govorim? Zato, ker verjamem, da danes za našim sistemom nagrajevanja vzgajamo oportuniste, namesto da bi sluge vzgajali. Kako je biti z oportunistom poročen, pa ne zdaj doma moža pogledati poleg tega? Kak je biti? Neprijetno. Eden, ki samo na svojo korist gleda. To zakaj govorim na primeru otrok? Ker mi zakaj otroke nagrajujemo v šolah? Za trud ali za ocene? Zakaj? Za ocene. Narobe. Jaz sem imel recimo, nisem rabil se truditi, pa sem same petke imel v šoli. Brat se je trudil, raztrgal, pa ni imel samih petk. Plus pri faktorjih motivacije, zelo važno ena stvar razumeti, da je najnižji motivacijski faktor je, Andrej, uč se, ti bom dala čokolado. Moj dedek, ki mi je imel na začetku, smo imela, se pravi, takrat so bile še marke, 10 mark za odlične uspehe in tako naprej. In sem dobil kar veliko štipendijo na koncu, se pravi, šolskega leta. Težava pri tem je bila, da nismo uspeli na višji nivo motivacije preiti in sem jaz še pred 20, za vsako, kar sem naredil, sem želel tako pes, nagrado za to. Prijeti dobiš kost.
Pa me imela pa punca polno glavo, starši so me imeli polno glavo, šefi, kamor sem prišel. Zato je važno, da preidemo, da ne motiviramo otrok samo zdaj, ne nagrada za 5, za 4, za izlet, ampak da postopoma otroka navadiš k temu, da bo iz dolžnosti nekaj delal. To pa ne bo noben problem, če bom jaz iz dolžnosti vse delal. Pač le, ker je treba priti predavati, povabili so te, kako boš zdaj doma spal, čeprav bi bilo lušno doma spati. Iz dolžnosti. Potem še višji nivo motivacije pa je, kaj vas najbolj motivira, recimo. Kaj je motiviralo Viktorja Frankla, kaj motivira recimo mati Terezo, kaj motivira najverjetne modre pa svete ljudi. Osebna korist. Ker otroke, ko jih vprašam, večinoma denar hoče, denar, ampak denar je stranski produkt pravilno usmerjenega delovanja. Če pa jaz, koliko je pa tukaj nagrade za ta seminar, boste kaj plačali, pa to bo kaj reklame, oddalec se mi vidi, daj begaj, kaj bomo s takimi? Denar je stranski produkt in ker pa mi imamo za previsoko vrednoto denar, otroci se naravno tega nalezejo in materialiste vzgajamo. Ne tega delati. Zato smisel, še močnejša motivacija, zato dajmo iskati smisel v življenju. Poglejte, vesolje takšno, kakršno je, jaz verjamem, da to ne more biti za brez veze, džabe narejeno. Tu mora nekdo za tem stati in mora biti ena rdeča nit vsega tega. In sploh otroci mali naravno obožujejo igro. Poznate film La vita è bella, življenje je lepo. Fantastičen primer. Starši nikoli nobenih izgovorov priča otrok, nikoli kritizirati učiteljev, čeprav imajo svoje izzive, vsi mi jih imamo. Dajmo svoje popraviti, ker če bomo mi v pričo otrok kritizirali učitelje, se otroci ne bojo mogli od njih nič naučiti. Nič. Zato priča učiteljev lepo govorite o njih, ko prijete pa sami do njih na govorilne ure, ga pa zagrab, pa reči, daj, kaj je s tabo, zakaj tam ga zovno sereš, če si poročen? Daj otrokom pametne stvari govori. Plus verjamem, da ne rabi nihče nikogar motivirati. Jaz, če sem v stiku z ljudmi, ki so motivirani, naravno sam postaneš motiviran. Spomnim se, da sem strica prvič srečal. Ko sem ga videl, sem rekel takoj, mami, jaz hočem biti kemik. Ker sem slišal, da je Milan kemik, stric. Ko sem opazil, da je, kaj je kemija, sem vedel, da je mama, jaz ne bom kemik. Ampak poanta v tem, da je treba jim dati eno to energijo motivacije. Ker svet, kakršen ga pa vidimo daleč, pa res inteligentnim mladim bo rekel, mama, jaz to nekako se mi upira precej, bom jaz raj igrice špilo. Zato nobenih izgovorov. Dajte otrokom pokazati, vse se da, sine, bomo se potrudili, vse se da, če se hoče. Akcija. In pa glavna naloga nas, odkriti inklinacije otroka. Se pravi, da ne pozabim. Na eni izmed šol sem predaval in reče učiteljica pred mano, pravi, starši, če ga vi kaj biksate, dajte na skrivaj to narediti, da je otroci ne vidijo. Pa sem že čakal, da začnem jaz. Veste, kako se nam pokaže na otrokih, če ga mi na skrivaj biksamo? Kako se pri otrokih to vidi? Kaj mislite? Tudi otroci ga bojo na skrivaj biksali. Vpričo nas z rutkico rumeno, šola, lepo, fino, mami, ja. Pol na skrivaj se ga bo tam pa nekje, ga bojo pa policaji domov pripeljali. Tako da odgovornost pomeni sposobnost odzivati se v vsaki dani situaciji na lep, smesen, pošten, eleganten način. In 4 narave otrok imamo v grobem, se pravi 4 karakteristike. Eno so tisti, ki jih vse zanima, vse hoče vedeti. Znanje, resnica, filozofija. Večinoma je eden takšen v razredu. Taki se ponavadi težko odločijo, ne ve, ali bi šel v filozofijo, medicino, vse ga zanima. To so po naravi učitelji ali pa bramane, so včasih rekli takim ljudem. Danes vzgajamo vse, kot da so bramane učenjaki, ampak to je nasilje nad otroki. Večina otrok je praktikov. Praktika. Želi, dajte, spustite me iz te šole ven, dajte mi tistih jurja evrov, pustite me primer popoldne, ne v mene se spuščati preveč, pa bom dal vse od sebe, to je to. In večino užitek motivira. Užitek. Potem druga narava so tisti, ki so lideri po naravi, taki menedžeri, hočejo voditi od kolega hčerka, ima naziv šefica, so jo v šoli začeli klicati. In se vidi, da ima karakteristike, da ima vodstvene sposobnosti. In če imaš takšnega otroka doma, da ga tako angažiri pa motiviri, da mu dovoliš, dopustiš, da skrbi za neki. V Indiji je imel pred 500 leti, četanjem en svetnik, je imel svojo šolo pri 14 letih. Šolo, on je učil v njej. Mi imamo danes prstonosov pri 14 letih. Pa mami, a grem lahko na stranišče. Mami, imaš 20 centov za posoditi. Zato dajmo čim prej mlade opolnomočiti. Pa važna razlika. Fante pa dekleta, male nijanse so. V fante je treba verjeti, spodbujati, heroje verjeti. Tudi v punce, da se razume. Za punce treba pa skrbeti. Ker punce lahko daleč najlažje funkcionirajo. Ko čutijo varnost, ko niso pod pritiskom. Spet, ena, ki imajo bojevniško naravo, so drugačne. Ampak večina dam lažje, ko je vsega dost. Zato pa rabijo zrele starše. In
Taki otroci so zelo tekmovalni. Če je otrok zelo tekmovalen, je dobro, vse se da uporabiti. Vsaka lastnost v mladih se da fantastično uporabiti. Zapomnite si to, nikoli ne moreš ničesar zatreti, nobene karakteristike, ničesar. Lahko samo rafiniraš, to pomeni, lahko za pametne stvari uporabiš. Se pravi, če je otrok zelo tekmovalen, sestra moja tekmovalna, ko je oče včasih rabo kaj iz kleti, recimo za pojest, pa še za spit, je rekel, da Andrej pet v klet, pa sem jaz rekel, zdaj šel, če sem jih začel jesti. In rečem, Sara, dej, skoč pa, koliko imaš rekord do Keldra. In hitro na uro pogledam, Sara piči, in sem 5 let na račun tega je hodila v dol. Ker sem prepoznal, kakšen profil ima in sem se je znal prilagoditi in jo na en tak spreten način usmerjati. In zato, primer, če ima otrok dar govora, hvala Bogu, da ima dar govora. Neč mu govoriti, ti boš enkrat, včasih vidiš pri otrokih, kar govorijo, to se praviloma zazna oddaleč, da ga starši ne poslušajo doma. Ker kdaj imate vi potrebo po govoru tako izredno veliko? Recimo v partnerstvu. Ko se ne razumete, ko smo na isti valovni, takrat sploh ne rabimo vse telepatsko, tišine, gladko vse. Zato, če ima otrok, če rad govori, dajmo iz njega retorika narediti, naučimo ga pametne stvari govoriti, omogočimo mu dostop do učiteljev kvalitetnih in ga naučite spodbujati, dvigati ostale. Tretja narava otrok so tisti, ki so po naravi trgovci. Ki posod, nohte bi ti prodal, poščipane, lase bi ti prodal poščipane. Enega tazga sem učil v enem centru, Haris mu je bilo ime, in pride do mene, pa mi tako pokaže 10 evrov, pomaha, 12 let star. Vprašam, kje si dobil to? V šoli. Sem rekel, kako v šoli, ja. Ja, prav videl sem, da so šolci ne nosijo minc v šolo za svinčnike. Sem šel na internet, napisal mince, nabavil par kil teh minc, doma jih pakiral male vrečkice in jih lepo distribuiral na donacijo prijateljem v šoli. Jaz sem rekel, fantastično, bravo majster, to je to, znajdi se, znajdeti se treba, kreativnost. In recimo internet včasih reče, ker internet slab, prokleti internet, ni res, internet fantastičen. Nič ni v naravi samo po sebi ne dobro, ne slabo. To je zelo z motivacijo povezano. Zelo z motivacijo. Na kak način bom povedal? Strah. Nisem prej dokončal misli. Strah, vidite, ko smo na rezultate navezani, na oceno, pred tablo, nas strah stisne. Ko pa pod tušem nisi navezan na oceno, preprosto uživaš v trenutku, poješ, daš se od sebe, pa imaš fantastične sposobnosti. Se spomnite primer strelca na olimpijskih igrah? Emoc je pisal, namesto da bi v svojo tarčo ciljal, je ciljal v tarčo od sotekmovalca. Zadnji strel za medaljo zlato in na račun tega ostal brez medalje. 2-krat se je to isto mu zgodilo. Zato dajmo otroke učiti ne fokus na rezultate, rezultati bo tako ali tako prišli, ampak vsak moment se osredotoči na to, da narediš tisto, kar je treba in kar je prav. To je to. Preko tega bomo neustrašne osebe vzgajali, boste videli. Inteligentno neustrašne, miselne. In internet, prvo je lahko vam starši neke vrste kartoteka za otroka. Ker vidite preko iskalnika, preko kanalov, kjer išče po spletu, vidite, kaj ga ta moment zanima. In če slučajno gleda recimo na spletu pornografijo ali pa nasilje, kako vidite, očitno se je ena stvar v otroku zbudila, no bomo zdaj šli k njemu pa kričati, kaj se pa greš, pacek ti jeden. Prva beseda ima izredno moč. S takimi besedami, kot naslavljate otroke, takšne osebe bojo postajale. Če jim boste govorili krota, pa spaka, pa lenuh, bojo takšni bili. Ker sploh v taki luči, kot starši vidite otroke, v taki luči oni sami sebe vidijo. Zato dajte v njih videti najboljše kvalitete. Goethe je zapisal, da ravnaj z drugimi, kot da so to, kar bi lahko postali. Tak, dvigite ostale. Mohamed Ali je dal primer. Baje, da je nesel eno od medalj svojih iz olimpijskih iger učitelju in mu je rekel, da te ne slišim, prijatelj, da še kdaj, kjer mi rečeš, iz tebe pa nikoli nič ne bo. En stavek, ki je pred spletom, sem ga nacitiral enega avtorja, je veliko komentarjev negativnih našel. Pravi, da ne obstaja dober pa slab otrok, ali pa kak se reče, ambiciozen, ali pa tak, džabe, za nič. Vsak otrok je poseben in samo na nas je, da odkrijemo, česa je on sposoben. In internet recimo, jaz sem se ogromno stvari naučil preko spleta, preko interneta. Preko spleta. Samo ne smete pa vi, starši, nam zbirati na področji, kjer jih bomo motivirani. Ne morete. Treba je razbrati otrok, kaj ga motivira. Umetnost, tehnika, štromarija, karkoli.
Samo biti v uporo, ne mu vi zbirati smeri, ker če boste to počeli, če boste vi ga probali usmerjati, narkomane vzgajate z nizko samopodobo, ne tega delati. Pa zagotavljam vam isto modrost. Narava, vesolje, življenje oziroma Bog osebno za vsakega od nas lepo skrbi. Če damo mi vse od sebe, če se naučimo intuicijo poslušati, pa če preprosto se inteligentno potrudimo v vsaki dani situaciji. To je to. To je to. In je zato internet recimo se da super uporabiti. Julius Jego, primer, na olimpijskih igrah je bil pred leti drugi v metu kopja. On se je rodil v Keniji, vedel, da želi kopje metati. Ni pa imel doma podpore strani nikogar. In je šel na internet, v tipku na YouTube, how to make, se pravi po slovensko, kako narediti kopje. Šel na internet, kopje naredil, se naučil, se pravi navodila za uporabo, šel v grmovje, lepo naredil kopje, pride par dni zatem isto spet na internet, v knjižnico, kako metati kopje, gre spet v grmovje, lepo se nauči metati kopje na podlagi teh zapiskov in je čez par let postal eden najboljših na svetu. Mladim rad rečem, citat Briana Tracyja, če vsak dan počneš 1 uro tisto, kar rad delaš, si lahko v 5 letih eden najboljših v svetu v tem, kar počneš. Svetovna avtoriteta. Jaz zadnjih 7-8 let recimo intenzivno vsak dan vlagam v to, kar res rad počnem. In evo, povem iskreno, nimam pedagoške izobrazbe na fakultetah slovenskih. Učim se iz svetovnih, od ruskih avtorjev, od kazahstanskih, preko njihovih inštitutov. Nimam psihološke izobrazbe iz diplome, ampak se učim celostno psihologijo, intenzivno, vsak dan sproti, praktično znanje. Plus proučujem ostale stvari, življenje, proučujem vedske spise in avtomatsko se vrata stalno odpirajo, ker z vsako kvaliteto, ki vsak od nas usvoji, razvije, avtomatsko imaš avtocesto, se odprejo določene stvari. In zato dajmo verjeti v otroke, dajmo verjeti, ena oseba, ki verjame v njih, čudežen rezultat. Tako da tretja narava so te, če radi trgujejo, ne reči otrokom, alo, sine, denar slab. Ni res, denar ni slab. Denar je slab, če je cilj življenja. Denar je pa zelo dobrodošel, zakaj res ne? Ampak sine, super, milijone, milijarde. Ampak to, kar boš zaslužil, dej svet deli lepši s tem. Dej lepo bomo kakšno knjižnico odprli, bomo kakšno hram odprli, bomo hrano delili lačnim. To je to. S čem je problem? Četrta narava so pa tisti, ki so pa zelo praktični, takih je največ. So pa z rokami ustvarjalni, nimajo toliko okusa za šolo, v šoli se jim dremlje, sploh se otrokom rado dremlje v šoli, ko pridejo v obdobje pubertete, to je občutljiva tema. Sploh fantje takrat, to sem bolj v knjigi Ženske moški opisoval, zelo važna razlika, sploh kako mame pristopati k otrokom. Mame k fantom ne smete na dominantni način pristopati, ampak na materinski, na ljubezniv način. Ker če boste njih probali stiskati, ego v njih gaziti, bojo fantje zobe svoje pokazali in bojo uporniški postali. In pa uporništvo otrok ni znak, da so čudni. Ne, uporništvo je znak, da se ne spoštuje njihove avtoritete, njihove osebnosti, da iščejo neko rdečo nit, da jim tole, kar vidijo okrog sebe, ne kaže nekega smisla, da iščejo dober zgled. Ko sem prišel sam v stik prvič z neverjetnimi ljudmi, avtomatsko so slabe navade odletele same od sebe. Ker vsaka slaba navada, draga ekipa, je izraz potrebe po nečemu. Potrebe po sreči, potrebe po miru. Zato bi mogli mi v prvi fazi to pri sebi znati razumeti, pa v drugi fazi tudi znati pri mladih odčitati, ker to je naša naloga. Naša naloga. In mladim rad rečem, ne čakati diplomo, da boš lahko začel strišti ostale. Dej, frizerji pa pejt, nabiramo nekam, rojsten dan del se na razpolago, trenirji, lahko si že pri 15 izrazito uspešen pri tem, kar počneš. To je to. Kaj pa rečete otrokom, recimo, če vas vprašam, mami, pa kaj se rabim te učiti, pa kje bi jaz to rabila v življenju, kaj tega treba? Filozofija, francoščina, ne? Kaj tega treba? Kaj mi odgovorite? Rečeš, ja, pop, uč se treba. Uč se, slepo vera učimo. Fanatizem je to, slepa vera. Radi bi imeli pametne otroke, a učimo slepo vero. Ne tega delati. Kaj jim odgovorite? Lahko nam primer. Ziher poznate film Revni milijonar. Poznate, Slumdog Millionaire. Fantastično, kjer se da skozi zgodbo mladim, skozi filme. Tudi v knjigi sem opisal cirka 25-30 filmov, ki se priporočajo od risank, kar je zelo važno, čemu otroka izpostavljaš. Če otroka izpostavljate norim vsebinam, kar velikrat lahko sam televizijo prežgeš, beseda televizija ima eno tako zanimivo kombinacijo, ne? Reče se, ali bomo imeli vizijo, ali bomo pa seveda teljeti. In dr. Ruzov piše o tem, da če bi rad imel mislice doma,
dej zgodbe in govorite. Domov zanimive ljudi vabite. Vsaj enkrat na teden pejmo z otroki skupaj nekam, kjer se lahko z ljudmi pametnimi srečaš, kjer se lahko o življenju pogovarjaš, o odnosih, o sreči, pa o nečem smiselnem. Vsaj enkrat na teden. In pravi, če boste pa televiziji po nepotrebnem pretirano izpostavljali, boste imeli pa zombije doma. Zombije. Zato dajmo si vzeti čas za njih. Čas za njih, za enega po enega. In sam sem se čudil, recimo, sploh mladi takrat iz zgodbice poslušajo. In tudi v knjigi je zato v obeh ogromno primerov praktičnih, različnih. Ni mi bilo jasno na fakulteti. Zakaj se rabim jaz to ruščino učiti? Kaj je tega treba? Kje bom rabil jaz ruski jezik? Jaz bom nekje na en lahki način probal živeti v življenju, kar sem tudi imel to možnost. Veliko mladih smatra, smisel življenja ležanje na plaži, ne, pa možganje na off, pa še ne vem kaj. Jaz sem to doživel že pri 23 letih, imel sem dovolj denarja, imel sem neko tako čudno službo, da nisem rabil, da je denar sam prihajal. A šel sem sam sebi na živce. Pa sem študiral, kako je to možno, pa jaz vedno sem to hotel imeti, hišica ob morju, lepo denarja dost, a videl sem, da sem bil nervozen. Sem dejal kasneje zakaj, ker ni bilo nobene rdeče niti, živel sem sam za sebe, pa iz danes na jutr. To ne gre tako, mora neka rdeča nit biti, smisel. In imel sem k sreči učiteljico pametno, ki mi ni preveč komplicirala, ni bila preveč zahtevna do mene, pa je bila nekako tolerantna in me je spustila čez 4 leta. In jaz pridem na razgovor, oziroma ravno 2012 leto, je šlo mi vse narobe v življenju. Problemi, zdravje, ni da ni, kaj se ni obrnilo. In dobim kar od nekje ponudbo za delo prevajalca v Moskvi. Pa si še rečem, Andrej, zakaj se nisi učil, ko si imel čas, možno se učiti na faksu, na fakulteti. Ne? Sem pa ravno takrat začel preučevati spet psihologijo, ki je bila pa ravno iz ruščine v hrvaški jezik prevedena. In sem začel ta predavanja poslušati, šel sem na razgovor, sem rekel, grem na razgovor, zgubiti nimam kaj, tako vem, da me ne bojo zbrali, stvar rešena. In grem na razgovor, šefu povem, šef, jaz težko rečem, da sem prevajalec, ker nekako imel sem sicer ruščino oceno 6, ampak bolj na lepe oči, kot pa za znanje. Če pa ne bo drugega na razgovoru, grem pa lahko tja z vami, če želite, če ne boste drugega imeli. In šef me začudoma pokliče naslednji dan, reče, Andrej, za vas smo se odločili, pridite z nami. Jaz se čudim, kak je to šef, da če sem mu rekel, da ne znam rusko. Je pa rekel, nauči se, 1 mesec imaš časa, treniraj v tem cajtu, treniraj. In prvo presenečenje, ko smo šli na ambasado v Ljubljano, rusko po vizo, mi je vizo izdala moja učiteljica iz fakultete ruščine. Pa me tako vidi, vpraša, Andrej, kam greš ti? Sem rekel, učiteljica, prevajati grem zdaj, se ste me naučila ruščino? Ja, se je začela smejati. Glavna poanta je bila pa v tem, da jaz se nisem imel možnosti naučiti cel jezik v teh 1 mesecu ruščine. In ko sem prišel na sejem, sem znal samo besede govoriti, kjer sem v teh predavanjih, katere sem intenzivno poslušal ves mesec. Predavanja o odnosih, o psihologiji, o pedagogiji, se na pamet praktično naučil, kjer sem sproti reševal in osebne stvari iz odnosov povezane in za delo sem se učil. In ko sem prevajal na sejmu simultano, so se čudili ljudje, Andrej, kako znaš ti lepo govoriti rusko, ali ste učitelj vi ruščino v Sloveniji? Sem rekel, ne, gospa, nisem učitelj. Sem rekel, vete, znam pa enih 500 besed ruskih, ampak to je jagodni zbor, ta lepih, ta sočnih, ta finih besed. In sem takrat opazil, kakšno moč ima, če zbiraš lepe, smiselne, koristne besede. Sploh z otroki. Pozitivne besede, nobenega neč preveč negative po nepotrebnem. Oče je ta, ki je dolžen meje postaviti doma. Oče je ta. Mama pa oče nikoli različno govoriti. Vedno imeti isto smer. Jaz, ko sem bil mlajši, recimo, oče je rekel, Andrej, ne greš na fuzbal? Sem šel do mame, sem rekel, mami, pa da jaz sem jih klical, pa ne morem zdaj glih jaz manjkati. Kaj bojo pa rekli, eden bo manjkal? Pa reka, mama, da je pejt, bom jaz se zati in zmenila. Prvo, na tak način mama nespoštovanje do očeta izraža in otroci pa imitirajo primer, ki ga od mame vidijo pri očetu. Zato je tako važno, da tukaj sta starša vedno usklajena. In pa starši spoštovanja ne morete zahtevati. Učitelji isto, tudi v knjigi je sekcija Skrivnosti optimalne predaje znanja. Jaz ne morem zahtevati vašega spoštovanja, ampak ga moram, kako, zbujati. Na kak način? Tako, da pokažem, da imaš, ta dec pa do neke mere ve, kaj počne. Zato je rekel Rousseau, pravi, da so otroci tukaj, da nas osramotijo, da se naše pomanjkljivosti pokažejo, kje imamo kakšne napake. Zato nikoli otrok primerjati med seboj, nikdar,
Ljudje smo različni. Jaz sem imel krasnega učitelja v srednji šoli, pisal se je Zlatolas. In ko sem fejst zbolel pri 15 letih, takrat sem opazil, da cilje je treba vedno vezati ne za nekaj, kar bo ti lahko oduzeto nekje nekoč. Bil sem izreden športnik, rokomet, nogomet, pa v eni fazi mi pa popolnoma telo odpove tako, da se nisem sploh premikati mogel. In sem imel v šoku 2-3 leta praktično, govoriti nisem hotel, telo se mi je začelo pljuča, alergije, na vse možne načine. In sem se hotel prepisati na ekonomsko šolo, ker na ekonomski ni fizike. Imel sem pa, hvala Bogu, takrat na šoli zelo brihtnega učitelja, ki je prišel k meni pa je rekel, Andrej, prihaj k meni na ure fizike, jaz vem, da ni vse za vsazga. Potrud se, koliko se da, pa ti jamčim, da boš imel vsaj 2 oceno takrat. In zelo važno videti, da smo vsi mi avtentični. Od otrok pa ne moreš nikoli nečesa, česar sam ne počneš zahtevati. Ker drugače, licemerje, se pravi, vidite, kak je nam grdo. Vidiš včasih pri politikih, kakih eno govorijo, drugo delajo. Včasih mi tudi, če govorimo, to se ne dela, ne moramo sami kontra stvari početi. In ko govorimo o zdravju, velikokrat imate, vidite, starši težave, otroci hiperaktivni v šoli, znova skus neki trese, pa živčni, pa ADHD, pa agresija. Katera vrsta hrane vsebuje največ vsebin, ki so s stresom, z jezo, z agresijo povezane? Katera? Jaz sem rabil fejst boleti, da sem tukaj ene zadeve malo uvidel do neke točke. Meso v največji meri, zato danes pretiravamo za čudno, nezdravo hrano. Starši ste dolžni preučiti otroka, kakšen tip telesa ima, kakšno vrsto hrane rabi. Jaz odkar spoštujem priporočila Ayurvede v čim večji meri. Alergije zginile vse, težave s kožo zginile, težave z želodci, z želodcem, s kostmi praktično zginilo vse. Preprosto male, ker verjamem, da tudi sami veste, da industrije največje, ne bomo zdaj jih imenovali, večinoma praktično vse, upam reči, z redkimi izjemami, tudi posamezniki čudovitimi, nimajo interesa, da bodo otroci zdravi, mirni, miselni, ampak se že najmlajše cilja in z navadami čudnimi in zato dajmo jih pred tem zaščititi in pa na vse iz več zornih kotov pogledati. Hrano z ljubeznijo pripravljite mladim. Ko sem v šoli bil zaposlen, po obrokih hrane otroci so bili najbolj nevzdržni. Eden me je poskušal zaboditi v eni situaciji, ne pravim, da sam zaradi hrane. Ker je bila učiteljica, ki hrano kuhala, živčna kuharica, nervozna, klela na vratih. To se ne dela tako. 50% efekta na hrano ima to, v kaki zavesti je tak kuha. V hramih po svetu hrano kuhajo tisti, ki so največje srce imajo. Zato postanete tudi na to pozorni. In pa zdravje je ena taka široka sfera, se pravi, vedno boljš preventiva, kakor pa kurativa. Zato postanemo tukaj znanstveniki, ker v največji meri kdo trpi, ko otrok zboli? Niti ne otrok. Jaz, ko sem fejst bolel, sem tak ali tak dobil eno injekcijo v rit, pa lepo par tabletko, pa sem tam cel blesal, ležal na posli. A videl sem mojo mamo pa babico, kako so trpele, ko so videle mene. Zato dajmo tukaj se angažirati. Cela sekcija tudi v knjigci je temu posvečena. S primeri, na kak način se na očeh odraža, na alergijah in na vsem, kar spada zraven. Tako da, evo to. Tretja faza je pa faza, se pravi, ko pride pa otrok v puberteto. In v tem obdobju, od 5 pa do pubertete, od 5. leta naprej, je treba otroke discipline učiti, reda, discipline. Na eni izmed šol je rekel en otrok, Andrej, jaz se stuširam ob sobotah in ob torkih. Sem rekel, kako se ob sobotah, treba vsak dan se stuširati. En drug kolega je rekel, jaz se umijem vsak ponedeljek, nima veze, treba, ne treba, prav vsak ponedeljek se stuširam. Primer, jaz sem videl, ker nisem bil navajen reda dovolj iz mlajših let, sem imel hude probleme kasneje pri 23-25 letih, ker sem nekako čutil ali pa iskal, da bo mama položnice plačala, pa da, ker sem zamudil v službo, da bo mama te stvari naredila. Ne tega delati. Sploh fantje se radi včasih učijo samo preko konkretnih sankcij. Opozorilo praviloma ne zaleže. Zato je treba biti v tem obdobju dosleden, strog za otroki. Ne grob, nikakor ne grob, ampak dosleden. Dosleden. To. In pa četrta faza, oziroma tretja faza je pa po puberteti. Sami tudi verjetno vidite, kako postanemo, kako daleč najlažje smo tudi sami prisluhnili, razumeli, pa začutili učitelje, ki so nam znali pristopati kot k osebnosti, kot k posamezniku.
ki so znali prilagoditi pristop ne iz one avtoritete, ne, pa poslušaj me, ne, kaj sem ti rekel, avtoriteta, ampak na en tak prijateljski način. Prijateljski način. In evo primer, resnična zgodba Šalve. Šalva je en pedagog gruzijski. Sin je užalil mamo do take mere, da je mama začela jokati. Ni pa mama ga takoj v kot, kar mi velikrat narobe delamo. Kaj si mi rekel, pacek, da te ne vidim, ne spod. Taki otroci kasneje postanejo zelo maščevalni do mame in do vseh ostalih žensk. Mama ne sme, mama hčerko malo bolj stisne strogo. Ne? Oče pa fanta ima malo bolj strogo. Starša sta pa usklajena vedno, da se razume. In ta mama je povedala svojemu možu za primer, kaj se je zgodilo s tem fantom. In mož počaka par ur, da se moja situacija umiri, in ga po parih urah vpraša, pravi, sine, gremo na en sprehod, prosim te, rad bi te par stvari vprašal. In se sprehajata. Sine je že čutil, da nekaj ne štima, ker je oče bil tiho. Starši bi mogli vsi psihologi, pedagogi postati. Ne zdaj vsi na faks en za drugim. Spet, ne moreš škoditi. Predvsem praktično znanje, da veš, kako z enim, ki je nemotiviran, ki je nestrpen, ki je živčen, ki je ponosen, da znaš vsakemu se srca dotakniti. In ga vpraša po eni uri, reče, sine, jaz sem se pred 30 leti v eno tako krasno punco zaljubil, taka prav angel. In sem mi obljubil, da lej, dekle, če bo kdorkoli s tabo grdo delal, če se poročiš z mano seveda, jaz tega ne bom dopuščal. In prav, ne vem, če veš, ta punca je zdaj moja žena, tvoja mama, plus ne vem, če veš, da je pred kratkim en možakar fejst grdo užalil, tako da se je izjokala meni. Zdaj pa ti napram temu, kar si slišal, daj povej mi, daj mi rab na svet tvoj, kaj bi naredil ti v moje situaciji, kaj mi svetuješ. In sin je sam rekel, pravi, ati, prosim te, kazen. In od takrat naprej, od 12. leta naprej, nobenih problemov z disciplino otroka, zato ker je oče natančno poznal, kako ego fanta funkcionira. Fantje imajo naravno željo ščititi, skrbeti za ostale. In dajte mame tega se zavedati. In očetje, ne nam poskušati ego gaziti, ne poskušati nakikli na vaši nasmet do 60. leta. Ampak fantje ne bi čim prej poleteli v svet. Danes delamo glih kontra. Punce pri 15 že prevajalka, varuška, čistilka, hostesa. Fantje pa pri 15 z joystickom ali pa z rizlami v roki. Mogli bi glih kontra biti punce preskrbljene, kjer se jih uči, predvsem življenjske veščine, kjer se učimo, kako biti mama, kako biti oče dober. Nikjer, pa se pa čudimo, da ni očetov več pravih. Spet v šoli, kdo dela večinoma v šolstvu? Kamorkoli pridem predavati, same ženske, kar ni slabo, lepo, da imamo dame. Prvih 5 let je to super, pa rabi biti pa to balans. Ker otrok ne more dobiti vsega od ene osebe, rabi in moško in žensko energijo. Danes je pa ogromno vsega tega zraven. In fantje naravno taki slabotni rastemo. Srce dobro, ampak ono ne vej sam, kaj bi točno rad. Zato dajmo te stvari začeti upoštevati. In čim več aktivnosti, sploh v teh letih. Fantje naj bojo vedno aktivni, angažirani, asketsko jih učite živeti. Asketsko, zdaj pa, če sem pa jaz uživač, hedonist, ne moremo od otroka zahtevati truda. Zato bodite do sebe tukaj iskreni. Če sam vidiš, da zabušavaš, da si malo zabluzil, daj otroke nekam na trening pošli. Dajmo ga med skavte, dajmo ga kakim učiteljem poslati, da se izuči ene stvari. Hvaležen vam bo čez čas. Jaz sem danes najbolj hvaležen učiteljem, ki so bili strogi na mene. Spomnim se za telovadbo, nas je gnal učitelj, ampak smo imeli neverjetne rezultate. Za angleščino ni bilo pardona. Nas je čutila, razumela, ampak ni bilo pardona. In se nisem rabil nikoli angleščine učiti. Tam, kjer je pa bilo pa, en prijatelj moj je tep učitelj v šoli, ko mu je dal prenizko ceno, pa je imel izredno visoko izobrazbo, ga je vsekal za 5 in mu je dal 5. To je vse mim. Kdaj pa učitelji nimajo šarma, pa karizme, avtoritete? Ko smo malenkost šibki, slabotni, ko ne sledimo, ko ne delamo tisto, kar bi mogli. Ker položaj učitelja in starša ni položaj za 8 ur, ampak je način življenja, ki zahteva neskončno odpovedovanje. Večina vas to bolj ve, kot pa jaz. Odpovedovanje navadam slabim, odpovedovanje vse počasi za dobro ljudi okrog sebe. In primer, sploh ko so po puberteti, meni je mama rekla večkrat, Andrej, kaj pa caš s to diplomo, aj treba tega, zakaj pa caš s to diplomo, kdaj boš diplomiral? In jaz sem sam hotel diplomirati, ampak bolj kot je mama v to. Dobro namerno, da bomo jasni. Ampak dobrota ni sirota, dobroto je treba z inteligenco povezati. Veliko srce.
Razum pa šibek, da naiven izpadeš. Zato to dvoje povezovati na lep način. In nisem začel pisati diplome, ne. Pa peljem na eno predavanje mamo, kjer je bila ena izredna oseba tam prisotna, sveta oseba. In reče mami ime Cvetka, pravi Cvetka, vaš pop je brihten, sposoben, verjemite v njega, zaupite v Božji tajming, pravi vse se zgodi, ko se mora zgoditi, vse pride. In jaz sem bil takrat poleg, mama je takrat v hipu, ne ono solzico, ampak curek se je ulil iz oči, curek solz. Začutila, da je tole nekaj. To je vidite vpliv svete osebe. Zato najdete take ljudi, ne samo za otroke, predvsem za sebe. Ker če bomo mi v stiku s takimi osebami, s kom se družiš, takšen si, otroci bo naravno nas želeli slediti. Če bomo imeli v teoriji to, ne bojo sledili. Ker tudi eno stvar vedite, otroci ne iščejo miru. Otroci iščejo radost, srečo, ekstazo. In če bomo to njim s pomočjo načina življenja pomagali razviti, bojo na zdrav način šli skozi vse. To pomeni po domače, odkrivaj, čem si dober, ponudi to svetu, najboljši postan v tem, postan poleg tega človek, se pravi nauči se komunicirati, poslušati ostale, upoštevati, hkrati pa razvij svojo špuro in hkrati vedi, da ti življenje, kakorkoli mu rečeš, vedno hrbet krije fešta. In ne bo potrebe po drogah ali pa po ostalih stvareh, ki danes praktično na žlico narod to mladi. Če bi vedeli, kaj se dogaja z mladimi, pri 11 letih hedonizem, orgije ponekod, pri 11 letih. Zakaj? Ker mi ne znamo mladim dati smiselnega okvirja znotraj česa se da tudi funkcionirati. In ko je mama takrat meni tako pristopila, jaz sem v parih tednih iz nič strani diplome napisal kar naenkrat diplomo 200 strani. In sem rabo pol zbrisati. Je rekel tale, kaj? Mentor, bi rekel, briš, to je preveč, kdo bo to bral? In sem videl, kako je res važno starši, da odnosi z odraslimi otroki, tudi v knjigi sekcija, takrat skrbiš pa za njih. Prvih 5 let skrbiš z objemom, z dotikom. Naslednjih do pubertete skrbiš z zgledom, s primerom, da pokažeš otroku, ne z jezikom, kaj je, ampak s primerom, da mu daš energijo tega, kaj bi rad pri njemu videl, pa pri njej. Po puberteti skrbiš pa za otroka na kak način? Z mislimi, v mislih, tako da verjameš v njega, zaupaš. Tudi če je iskreno, upaš, pa verjameš, pa veš, da ga bo pamet srečala. In ga ne poskušaš kontrolirati, ampak poskuši sebe kontrolirati. Ker bolj kot poskušaš druge kontrolirati, sploh odrasle otroke, bolj oni tebe kontrolirajo in ravno kontra dela. Isto dame. Če dama recimo sklene, ne, od danes naprej pa vegetarijanci, kaj bo mož večinoma naredil? Naglih kontra, nalež kontra. Zato je to tudi velikrat znak velikega ega. Veliki ego je pa hkrati znak nizke samopodobe. Zato dajmo otroke vzgajati v ponižne, hkrati pa neustrašne, odločne, vestne posameznike, ki bojo svet naredili še lepši napram tem, kakršnega so dobili. In verjamem, da če bojo tukaj imeli eno osebo močno poleg sebe, ali je to učitelj, učiteljica, sosed, botrček, kdorkoli, mama, oče, pa to se nimamo za kaj bati. Se nimamo resnično za kaj bati. Tako da, če imate karkoli za vprašati, komentirati, kritizirati, dobrodošlo, vprašajte, ne? Če je kakšen pomislek, kakšna dilema, če se vam zdi to nepraktično. In pa resnično verjamem eno stvar, da ni bolj plemenite stvari, kot je to, da poskušamo res otrokom pomagati, ker rabijo našo asistenco. Tako da, prosim. Zelo podpiram to, kar pravite. Hvala lepa. Očeta pri vzgoji otrok, ta balans. Kako pa se potem to zgodi pri istospolnih partnerjih? Dobro vprašanje. Časi so precej drugačni, se pravi, imamo danes veliko stvari, se pravi, na zanimiv način urejenih. Se pravi, vprašanje je bilo takšno, da podpira nekdo, se pravi, vlogo očeta in pa vlogo mame, kako pa je to pri istospolnih partnerjih. Spet, izredno se priporoča, da navkljub temu, recimo, če sami na tak način otroka vzgajate, da vseeno probite zahajati v kroge ljudi, kjer lahko pa poskuša otrok dobiti tisto avtentično, recimo naravne kvalitete, katere so praviloma še bolj izražene, recimo, ali pri enem ali pa pri ostalem. In zato sem tudi to želel pri enostarševskih familijah še bolj izpostaviti, da tisti, ki sami otroke vzgajate, obvezno ustvariti v ostalih, se pravi v otroku, očeta imeti v dobri luči zapisanega. Bom še dodal to. Se pravi, če želi mama, da bo otrok njo poslušal, tudi če sta šla z očetom narazen, povej, oče je dober človek, mi se vsi učimo, samo mi se vsi trudimo vsak po svoje. To povej. Ker na račun tega bojo lahko otroci vse še naprej spoštovali.
In pa čim več časa zahajate v ljudi, ki so resnično inteligentni, močni, plemeniti, čisti. Hkrati pa verjamem, da je otroci večinoma, sploh iz družine recimo takšnih, da praviloma bojo mogli biti, najverjetneje pripraviti jih na različne ali predsodke so strani družbe. Zato je tudi ena od zadev, kar zelo priporočam staršem. Delite, naučite otroke vedno delati tisto, kar je treba, pa tisto, kar je prav. Na račun tega ne bojo vezani na feedback strani ostalih, ne bojo odvisni od podpore okolice, hkrati bojo poslušali intuicijo, sledili nekaj, kar je res čisto, kar je smiselno, kar je prav, ne bojo pa pretirano recimo odvisni od negativnih eksternih virov. A je še kakšno vprašanje? Na istospolne partnerje. Na isto. Se pravi, ja, najbolj, tudi večinoma v takih zvezah, se pravi, nekdo zavzame stališče, kjer je malo bolj, se pravi, materinska vloga izražena in pa druga. Tako da tukaj težko komentiram, hkrati pa bi lahko rečem samo to, da verjamem, da je najbolj naravno, da poskušamo otroku čim bolj nek tak krog ljudi omogočiti, kar tudi sam poskušam slediti, da smo v čim večjih, da smo vsaj enkrat na teden, recimo, sam grem ob petkih zvečer, večinoma, kadar nisem na predavanjih, recimo v kroge 3, 4, 5, 6 družin in na tak način je otrok stalno izpostavljen nekem socialnem mehanizmu dobrem, kjer lahko se lažje začuti ali z sosedom, ali z bratom, ali s prijateljem, ali z botrco, ali z nekom drugim. Zato dajmo otroku vas ustvariti, kjer lahko v vasi raste. To, da danes samo 2 posameznika, recimo, ne, ali so to klasične, ali so to sodobne familije, otroka vzgajamo, to ni za otroka niti podrazno dobro. Ker sami tudi veste, da ko pride nekje 11-12 let, najlažje iz okolice črpa znanje. Zato dajmo vas otroka ustvariti. Družbo inteligentnih, bistrih ljudi, ki bojo razumeli, da se sreča skriva v inteligentnem doprinašanju svetu na svoj način in verjamem, da če naredimo to kvalitetno, da vse ostalo pride samo od sebe. Tako da bomo pa sami imeli motivacije več, dragi starši. Vidite, kako je težko tudi sami druge motivirati, če vas služba zmatra, če vas družba zmatra, če bolezen, pa še ne vem kaj zraven. Vsak dan delite na svoji lastni regeneraciji. Izredno priporočam, zvečer zgodaj spati, zjutraj se zgodaj vstati. Zjutraj postavite en temelj, položite temelj, ki vas bo čez dan nosil. Jaz sam zjutraj recimo zapojem par pesmi, mantre, pojem različne, da nekako nafilaš srce, da si sposoben mladim dati to, kar rabijo od tebe. In vedite eno stvar, izredno važno je na telesu otroka, zdravju njegovem, lahko vidiš, kaj v našem odnosu, kje imamo kakšne stvari malo za pokorigirati. Zato tukaj vlagati v to, da recimo kolega, ko je tudi imel doma izzive za hčerko, prvo je poklical mene, pa kolega pravi, kam imam jaz tukaj za posodobiti, da bo recimo hčerki še malenkost lažje. In verjamem, da so odrasli otroci, pa starši zreli, najboljši zaupniki, dobronamerniki en drugega. Če znamo spoštovati svobodno izbiro en drugega, če znamo spoštovati različnost in pa če znamo spoštovati tudi to, da je vsak od nas individuum. Tako da, evo, to sem želel danes prikazati. Za fotofiniš bi se prav kratek pregled. Prvih 5 let smo rekli, začenši od samega spočetja, da je takrat ključno otroku dati občutek dobrodošljosti, zaželenosti, miline, sreče. Potem drugih 5 let, da ga takrat učimo, se pravi, reda, discipline, odgovornosti, spoštovanja vseh, še posebej starejših, sodelovanja za enakimi, zaščite tistih, ki so mlajši. In pa važna, se pravi, faktor staršev, odkriti inklinacijo otroka, pogledati, koga imaš pred seboj in pa pomagati mu razviti močen življenjski temelj. Tretja faza je pa faza potem, ko pride otrok v puberteto, zato je izredno važno, da starši naučite otroke pravočasno energijo seksualno usmerjati, rafinirati, ker na račun tega, ker tega ne znamo, se otroci tako težko učijo, še posebej vidite, triada, 3. srednja šola, sploh fantje. Ni nobene volje, nobene motivacije, ker nas popolnoma sesuje ta izrazito močna energija. In zato ponavljam, ničesar zatirati, ampak rafinirati preko zdrave družbe, zdrave hrane, zdrave mentalitete, zdravega temelja življenjskega. In takrat se pravi postati en tak večni dobronamernik otrok vaših. Za konec pa še ena zgodbica. Pred leti so v enem centru, enem društvu, zelo je padel obisk, ni bilo več članov, otroci niso več hodili na sestanke, nič od nič.
Pa vodja centra ne reče, da je treba eno predavanje, da vidimo, kaj treba spremeniti. To bomo propadli, če bo šlo tako naprej. In pokličejo predavatelja, reče predavatelj, gledajte, jaz vesel sem, da se trudite, da pomagate en drugem. Ampak veste, ne vem, če to poznate, ampak eden od vas, 3, ki ste še tukaj ostali, je izbran za čudovite, fantastične stvari delati. Pa reče, res, kira je to ona, ali je to gospa, ali je to kdo bi to bil? Pa reče, ne, čakaj, to boste pa sami ugotovili. Ne? In ker niso točno vedeli, ali je to gospa, ali je to gospod, ali je to kjer od otrok, so začeli izrazito tako personalno en k drugim pristopati. Probali so potrebe en drugih zaznati, probali so jih začutiti, asistirati jim, služiti, pomagati, razumeti jim. In so kar naenkrat en tak lep duh pomaganja, služenja razvili. In se to razveje med ljudmi, kar naenkrat pride še 2 v društvo, sponzor od daleč, narod iz Madžarske, iz Nemčije prihaja sem in kar naenkrat 400 ljudi v društvu članov. Otroci zadovoljni, mirni, zdravi, podprti. In vprašal po parih letih, ti kdo od nas je bil zbran za to čudežno spremembo? In reče, glej, ti si bil zbran in ti si bila zbrana in vi ste zbrani, vsak od nas je zbran. Zato, se pravi, dati vedno vse od sebe, vedeti, da otroci so sposobni delati čudežne stvari. Na nas je, da razberemo, koga imamo pred seboj, da jim postavimo temelj močen in da jim razvijemo krila. Vse ostalo, če to mi kvalitetno naredimo, pride samo po sebi. Tako da hvala vam še enkrat za vaš posluh, vedno dobrodošli in pa vse dobro do naslednjič.